Gospod Robert Kuzmič, predsednik nogometne šole Mure. Vemo, danes to dogajanje okoli menjave trenerja. Damirja Čuntalo je nasledil Dejan Grabič. Morda za začetek, zakaj odločitev za Dejana Grabiča? Ja, če pogledamo zdaj zadnji, otvoritev sezone ni bila žal po načrtih, točk žal nismo nabrali in od Celja naprej nekako nismo mogli najti neke prave kombinacije, pravega pristopa, da bi krivuljo obrnili navzgor, in po četrti tekmi smo se dejansko usedli, med seboj pogovorili in poiskali rešitev, ki smatramo, da je v tem trenutku potrebna. Damir je torej bivši trener, kako ste se razšli z njim, vemo, že včeraj ste dejali v izjavi za javnost, da je želja, da ostane del Mure. Definitivno. Damir je pustil svoj pečat v klubu oziroma svoj doprinos v preteklih nekaj letih, od mladinskega pogona do članske ekipe. Moramo res priznati to hrabrost, da je v zahtevni situaciji, po velikih uspehih prevzel ekipo za Antejem in definitivno popeljal v Evropo. Nesrečno po tistih 11 metrov, ko je izpadel, potem še zmerom tudi jesenski del zelo kvalitetno vodil, držal stik z mestami, ki vodijo v Evropo, in tako da smo mu izredno hvaležni in želja kluba je, da če je le možno ostane v klubu, da nadaljujemo našo strategijo tako v mladinski šoli kot v ženskem nogometu in definitivno si ga želimo obdržati. Torej, njegov naslednik je Dejan Grabič. Koliko je morda pri odločitvi vplivalo tudi to dejstvo, da je pri Bravu bil vajen delati z mladimi, kar je nekako ta filozofija tudi Mure, ki želi uveljavljati mlade nogometaše? Definitivno, ampak ko se tako na hitro pač iščeš rešitev, gledaš malo ožji nabor kriterijev in definitivno je tle prevagalo to, da je Dejan imel možnost, da zapusti klub v danem trenutku, da je ambiciozen, da vidi izziv in tudi dejansko delo z mladimi, kar je strategija Mure in naša filozofija, je pri njemu prioritetno in to nas je definitivno prepričalo in smo izredno zadovoljni, da smo se uspeli dogovoriti v tako kratkem času, tako z Dejanom kot z klubom Bravo. Že uvodoma vas čaka ognjeni krst, derbi z Mariborom, ki ga bo verjetno obiskalo tudi veliko število privržencev Mure, kot tudi Maribora. Je to nekako tista prava tekma, da vzbudi nogometaše? Definitivno. Jaz mislim, da je to kar velik izziv in zelo dober začetek tudi za novega trenerja, za vse skupaj nas, kajti nogomet se igra za navijače in jaz sem prepričan, da bo tudi nekako ta poteza samo spodbudila, da bomo spet napolnili fazonerijo, da bo to pravi derbi in da na koncu potegnemo tudi pozitiven rezultat. Kajti vemo, da je Maribor trenutno res v dobri formi, v naletu, igra dobro, ampak po drugi strani pa tudi, ko si tako na leto samozavesten, puščaš tudi kakšne možnosti, ki jih mi vidimo in bomo probali te stvari izkoristiti in doseči za nas pozitiven rezultat. Sami omenjate formo Maribora. Vemo, kaj se je lani dogajalo ob koncu te sezone. Je to verjetno nek motiv tako za nogometaše, kot tudi za gledalce? Vemo, da so pri Muri pomemben del kluba. Ja, definitivno. Navijači so naš 12. igralec in prav tako tele derbi, to je pač praznik nogometa in definitivno si obetamo v nedeljo spet eno lepo tekmo z vsemi elementi, ki sodijo zraven, borbenostjo, žarom, lepimi goli in seveda na koncu tudi upam, da bo zadovoljen, verjamem, da bo zadovoljil rezultat. Cilj pa verjetno ostaja preboj v Evropo, ne glede na ta zaostanek 7 točk za tretjim Celjem. Absolutno. Mi vidimo teh 7 pik dosegljivih, seveda mora se marsikaj poklapljati. Prvo je ta naš pristop, nadaljevati zmagovalno miselnostjo in tekmo po tekmo zmagovati. Še 12 krogov je do konca sezone, do konca prvenstva. Skozi prvenstvo lahko Mura samo še pride do Evrope. Sami ste že dejali, vi ostajate optimist? Definitivno, ostajam. Če se že dotakneva te letošnje novosti v Muri, ženska ekipa,
koliko ponosa recimo čutite sami, da ste Muri priključili najtrofejnejši ženski klub v državi? Ja, moram reči, da mi je to ne samo, mislim, osebno zadovoljstvo, predvsem pa tudi zadovoljstvo zaradi tega, ker je to bila zadnji večji korak v naši strategiji, ki smo si začrtali ob vstopu v klub, v vodenje kluba, in definitivno je to en dodaten impuls, en dodaten korak v ugledu kluba, v širitvi prav tako ženskega nogometa na mednarodni nogometni sceni, in moram reči, da to je tudi v smernicah širše svetovne nogometne sfere, tako FIFA kot UEFA, ki definitivno spodbuja razvoj ženskega nogometa, in dejansko vidim veliko izzivov in predvsem dodatni, bi rekel, motivacije, dodatnega spektra, bi rekel, tekem, razgibanosti tudi v Pomurju. Verjetno poleg vseh obveznosti, ki jih prinaša ta ženska sredina, pa tudi nekaj plusov. Je kakšen plus v smislu točkovanja za financiranje dodatne infrastrukture v tem vidiku? O tem se razpravlja veliko, zdaj čisto konkretno ne morem povedati, sem pa prepričan, da se bo definitivno neka sredstva za to tudi jih bo možno pridobiti skozi pač razne razpise oziroma pogoje, tako predvsem na zvezi in na ministrstvih, in še, če do konca povem, nekako je moj skriti cilj, skrita želja, da bi to bil vseeno Fazanerija pridobila nek status nacionalnega centra, kjer bi nekako probali skoncentrirati ženske, da bi to bil nek nacionalni center, med drugim tudi za ženski nogomet. Ampak še predtem je verjetno potrebno rešiti to infrastrukturno problematiko, ki ste jo že omenjali večkrat tudi v preteklosti. Kako daleč je glede tega, glede reševanja nekega trening centra recimo? Ja, ravno kar poteka seja razgraditve OPPN-a, ki je oziroma javne obravnave na občini, ki je nujni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in zaključitve predvsem tega stadiona tukaj na Fazaneriji. Zdaj, da saj ta lok zaključimo, si bomo prizadevali, da to naredimo letos oziroma s prehodom v naslednje leto, ko praznujemo 100-letnico, da bo stadion, vsaj ta del loka, ki poveže severno in zahodno tribuno, zgrajen. Zdaj za naprej pa bomo videli možnosti in vseeno računam, da bomo v naslednjih nekih 4 do 6 letih stadion zgradili do konca, še prej pa pridobili možnost postavitve trening centra, ki ga pa krvavo rabimo, kajti nek trening center z 5-6 igrišč je nujno potreben za razvoj predvsem šole, mladinskega nogometa in ne nazadnje tudi ženski smo jih zelo priključili. Ko omenjamo infrastrukturo, ne moramo mimo vlaganj v glavni objekt, v mestni stadion, ob igrišču tudi novi prostori pod tribunami. Kakšna pridobitev je ta današnja otvoritev kluba, klubskega bara in pa trgovine? Ja. Definitivno, ko klub raste, so pač strateški cilji in so tele, bi rekel, manjši cilji, etapni cilji, ki ti tudi dajo neko širino, nek imidž, kajti vsak klub, ki zraste na neke meje, je nekako samoumevno, da ima svojo trgovino, svoj fan shop, da ima zraven nek bar, sploh pa ta Fazanerija, ki je nekako center nekih športno-rekreativnih dejavnosti v Murski Soboti in tudi širše. Ogromno je aktivnosti, kot starši, sorodniki pripeljejo otroke na vadbe in se gibanje oziroma druženje okoli tega objekta oziroma v tem parku je res, bi rekel, številčno in tudi zelo pogosto, in zato dejansko gledamo, kako bi se čim bolj povezali, in definitivno trgovina in bar se na osrednja točka, kjer se bo večina druženja odvijalo v tem parku. Tudi sami ste še prej, ko sem prihajal sem v Fazenerijo, sedeli v baru z gospod Trezo. Kaj ona pravi, glede na vse skupaj, glede na celotno situacijo? Treza je kot zmeraj zelo emocionalna in tudi vsako emocionalno sprejme, je pa zelo optimistična in verjame, da se bo klub razvijal naprej, da bo Mura naprej zmagovala in bo še dolga leta glavna navijačica, tako na treningi kot na tekmah, kjer ne spusti niti enega dogodka.